V Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem mostu so prvo okužbo zaznali v četrtek. Mi smo prve simptome opazili pri enem od stanovalcev. Je bila povišana telesna temperatura, na kar smo izvedli testiranje in naslednji dan dobili rezultate, da je gospod pozitiven. Vira oziroma načina vnosa pa ni nikomur uspelo do zdaj identificirati, na kar smo potem testirali zelo široko in pač ugotovili obstoječe število okuženih. V domu je okuženih 35 stanovalcev in 9 zaposlenih. Mi smo sedaj organizirali rdečo cono, tako imenovano, kamor so nameščeni okuženi stanovalci. Do nedelje smo potestirali vse stanovalce, vseh 17, in veliko večino zaposlenih, zlasti tistih, ki delajo v neposrednem stiku s stanovalci. Tako da imamo zdaj realno stanje razširitev okužb v domu, na kar smo opravili ločitev okuženih od neokuženih. Nadaljnje testiranje potem sledijo po določenem obdobju. Če dodaja Potočnik, stanovalci v veliki večini ne kažejo simptomov bolezni. En stanovalec je bil že iz kliničnega centra, kamor so bili prvi trije umaknjeni, zato da smo sploh v domu lahko organizirali rdečo cono. Je bil premeščen v bolnišnico zaradi slabega stanja. V domu je tudi ena stanovalka umrla in pri enem stanovalcu se kažejo tudi simptomi, ostali so brez simptomov. Med zaposlenimi, ki so okuženi, gre pretežno za zdravstveno-negovalni kader in ti so seveda bili v tesnem stiku s stanovalci. Kako pa v domu rešujejo nastalo kadrovsko stisko? V bistvu s prilagoditvijo delovnega razporeda, da tisti, ki bi sicer bili prosti, ki bi bili na dopustu, so poklicani vsi. Se pravi, vsi, ki niso okuženi ali iz drugih razlogov v karanteni, so ta trenutek v službi. V Trubarjevem domu upokojencev bodo testiranja po predpisanem obdobju ponavljali in morebitne dodatne okužene premeščali v rdečo cono. Upajo, da bodo tako nadzorovali širjenje okužb.